imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, človek vedno znova potrebuje spodbud v svojem življenju. Spodbude, ki nas vzdignejo, nam pomagajo na poti našega življenja. Spodbude, ki nas delajo drugačne. Gotovo je vsak postni čas takšna spodbuda na poti našega duhovnega življenja, posebej pa še v tem tednu, ki smo ga začeli, misijon, ki smo ga začeli v petek in ga bomo končali danes teden prihodnjo nedeljo. Misijon je ta spodbuda, ki nam daje nove volje, nove moči, novega poguma za življenje v Kristusu, kajti vsi smo Jezusovi prijatelji. Današnjo svetomašo tako darujemo Gospodu in ga prosimo, naj nam da moči za vsakdanje življenje. Skrbno prisluhnimo Božji besedi in nagovoru misionarja, pridigarja tega misijona, gospoda Marjana Lamovška. Hkrati pa na začetku te svete daritve poglejmo v svoje srce ter iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti. Tako sem skupaj prijazen pozdrav danes na tretji dan misijonskega dogajanja. Slišali smo ta čudoviti odlomek, ki nam daje upanje, ki nas nekako razveseli. Ko se Jezus pokaže svojim izbranim učencem v vsej svoji veličastni lepoti in jim na ta način pomaga, da bi šli lažje, bolj pogumno, odločno skozi trenutke njegovega trpljenja. V tem tednu misijona razmišljamo, kako biti Jezusovi prijatelji. In se mi zdi, da Jezusovi prijatelji preprosto ne moremo biti, če ne sprejmemo tistega, kar ima on rad, oziroma kar je njemu pri srcu. In zato se mi zdi vredno na današnji dan spregovoriti o tem, kako smo Jezusovi prijatelji, ko vzljubimo križ. Zelo nenavadna, nekoliko izzivajoča trditev je to. V teh trditvah moramo biti zelo previdni. Jezus ni sprejel križa samega, ampak zaradi tistega, kar prinaša, zaradi milosti, ki izvirajo iz njega. Vendar je lahko tudi ta trditev nekoliko zavajajoča, kajti ne prihajajo milosti iz križa samega, iz trpljenja samega, ampak iz volje, iz hotenja, da ga sprejme tako Jezus in tako mi, da ga sprejmemo. Torej prihaja milost križa iz odnosa do njega. Vemo, da je Jezus prosil v vrtu v Getsemani, Oče, če je le mogoče, naj gre ta kelih, to trpljenje mimo. Pa je potem dodal, vendar zgodi naj se tvoja volja. Torej Jezus, čeprav se je zavedal strašljivosti in bolečine križa, ga je sprejel. Sprejel pa ga je zaradi odnosa, ki ga je imel do svojega nebeškega Očeta, namreč do zadnje potankosti je hotel uresničiti voljo svojega Očeta. Vsakemu izmed nas je v življenju naložen kak križ. Če ne zdaj, morda kdaj pozneje, ali pa se je to že kdaj zgodilo. Torej gre za, recimo, odnose v družini, v sorodstvu ali v okolici, za takšno ali drugačno bolezen, za takšno ali drugačno nesrečo, za službo ali pote ni, ali v družbi nasplošno doživljamo včasih trpljenje. Dokler ta križ trpljenje odklanjamo, ga ne sprejmemo, morda celo polnemo, kako to, da nam je naložen, toliko časa nam je ta križ v prekletstvo.
nam je lahko v manjše ali večje breme, da včasih celo neznosno. Ko pa spremenimo odnos do tega križa, do trpljenja, ki nas doleti, torej ga sprejmemo ali, če rečemo za Jezusovimi besedami, si ga naložimo, tedaj se nam spremeni v blagoslov. Še več, prav ta križ, prav to trpljenje, ki je zelo konkretno, postane pot našega posvečenja. Pomeni, da se prav po tem križu približujemo izpolnitvi obljube o srečnem življenju v nebesi. Ko torej govorimo o križu, ne moremo mimo vprašanja zla v človeški družbi, zla v človeku samem. Kajti križ, trpljenje prihaja prav po delovanju zla. Ko je prvi človek po prigovarjanju Satana v podobi kače zaužil sad z prepovedanega drevesa, je tedaj ta les, ki je bil sicer drevo življenja, se v trenutku spremenil v drevo smrti. Postal je les trpljenja v najrazličnejših odtenkih, oblikah in intenzivnosti. Ob razglabljanju o križu ne moremo torej mimo vprašanja zla, mimo njegovih skušnjav. Tudi v Jezusovem življenju, v času njegovega javnega delovanja je bilo tako. Zlo je bilo okrog njega še kako prisotno. Še več, onemogočiti mu je hotelo njegovo besedo, njegovo delovanje. Neka žena je kupila zelo drago, lepo obleko. Prinesla jo je domov in možu pokazala, da vem, ali izstavila račun. In mož pravi in presenečen, tako draga obleka, kdaj pa si jo sploh preizkusila? Zakaj nisi vzkliknila, Satan, pojdi stran od mene? Žena je rekla možu, saj prav to sem mu rekla, pa mi je vljudno prišepnil, da se mi obleka strani, odkoder jo je gledal, tako zelo lepo poda. Torej vprašanje zla, vprašanje popuščanja Satanovim skušnjavam, ki so zelo prefinjene, zelo tenkočutne, tudi v današnjih časih, tudi v našem osebnem, konkretnem življenju. Vprašanje pa je, če smo dovolj za to dovzetni in če to znamo nekako razumevati in se temu zoperstavljati. Kaj sploh je zlo? Z drugo besedo tudi rečemo satansko, diabolično. Beseda diabolično je z grščine diabali in pomeni, kar je raztrgano, kar gre narazen. Pomeni povsod, kjer je neenotnost, povsod, kjer je nesloga, povsod, kjer so nesoglasja, povsod, kjer se kaj dobrega spridi, je v ozadju delovanje tega zla, prišepetavanja v skušnjavah. Mar ne opazimo povečanje tega zla diaboličnega tudi v družbi današnjega časa, prav v tej naši deželi. Ali pa če pogledamo na splošno po svetu, koliko je nesoglasi, koliko je razdorov na vsem mogočih ravneh. V osebnem življenju, v življenju družin, v življenju družbe kot takšne, v življenju mednarodne skupnosti. Rollo May, nek psiholog, ameriški lok njegovega življenja 1904-1994, se je v svojih psiholoških raziskavah lotil tudi vprašanja zla, kako se zlo pojavlja ali manifestira v družbi, v človeku, v človeškem življenju. In pride do treh ugotovitev, kako se jih pokaže, manifestira. V čislanju golote, potem v nasilju in agresiji
in tretjič v razcepljenih osebnostih brez notranjega miru. In govorimo o manifestiranju zla, čisto preprosto z psihološkega vidika. To lahko najdemo potrditev za to tudi v samem evangeliju, v Lukovem evangeliju 8. poglavje, ko je Jezus prišel s svojimi učenci v Geraško deželo, je tam srečal človeka, ki ga je bil obsedel hudi duh. In evangelist popiše, kakšen je bil ta človek. Bil je gol, potem bil je nasilen do te mere, da ga niso mogle zadržati niti verige, v katerega so ga skušali ukleniti in ga nekako zadržati. In tretjič, bil je razdvojena, razklana osebnost. Ni bil zdrave pameti. In ko ga je Jezus vprašal, ko ga je hotel izgnati tega hudega duha iz njega, kako ti je ime? Pravi, ime mi je Legija. Legija pa je v tistem času pomenilo 6000 vojakov v rimski vojski. Pomeni en človek, ena sama osebnost, vendar razdeljena na tako veliko osebkov znotraj. Torej, razcepljena osebnost brez notranjega miru. Na splošno svetopisanski pogled na vprašanje delovanja hudega pa nam daje še malo bolj dopolnen pogled. V 16. poglavju Matejevega evangelija v Cezareji Filipovi se je to dogajalo, se pravi v severnem predelu Izraela, Palestine, je Jezus vprašal svoje učence, povejte, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Kaj pa vi pravite, kdo sem jaz? In potem je Peter v imenu vseh izpovedal, ti si Mesija, ti si Kristus, ti si Božji sin odrešenja. Je pravilno odgovoril, končno po tolikem času, ko je že bil z Jezusom. In potem je Jezus začel svojim učencem govoriti o tem, kako bo moral iti v Jeruzalem, kako bo moral tam trpeti, kako bo umrl na križu po zlobi velikih duhovnikov, pismoukov in kako da bo tretji dan vstal. In tedaj Peter reče Jezusu, Gospod, to ne sme biti tako, to se ti ne sme zgoditi. Torej Peter in tudi drugi apostoli so bili pripravljeni sprejeti Jezusa kot Mesija, kot odrešenika mogočnega, vendar takšnega, ki ne bi bil podvržen trpljenju in umrljivosti. In tedaj Jezus reče Petru, postavi se za mano, Satan. Takšen je najnovejši prevod slovenski. Torej, postavi se za mano, jaz te bom vodil, ne boš ti usmerjal mojega življenja, mojega hotenja, ampak si ti meni podrejen. Zakaj je Jezus Petru rekel Satan? V minuti in pol se je spremenil v samega Satana. Da moramo to razumeti, moramo iti na začetek Matejevega evangelija oziroma na začetek Jezusovega javnega delovanja. O tem smo nekoliko že razmišljali prihodno nedeljo na začetku postnega časa. Jezus, ko gre v puščavo in se podvrže celo temu, da ga Satan skuša. In tam mu Satan hoče nastaviti 3 pasti ali 3 bližnjice. Zakaj? Zato, da bi se izognil križu. Satan ga hoče peljati mimo križa. Pravi, zakaj bi ljudi reševal od greha? Misliš, da ti bo človeštvo sledilo? Jaz ti bom pokazal pot, tako pravi Satan. Križa zato ne potrebuješ. In nekoliko po tisti prvi skušnjavi, ko tam Jezusu pokaže kamne, pravi Satan, poglej, ti kamni so tam in naredi iz tega kruh. Saj si lačen, saj 40 dni že nisi jedel, saj si človek, imaš potrebo po hrani, kot imaš potrebo po oblasti, po spolnosti, ne vem še čem. Torej, zadovolji to potrebo. Samo pozabi na križ. Prva bližnica bi torej bila lahko poimenovana permisivnost. Morda bi po slovensko temu lahko rekli dopustljivost. Vse je dopustno, vse je dobro, vse je prav.
v smislu naredi, kar hočeš, naredi, kar se ti zdi, samo daj, ti kar daj, ti kar. Danes vidimo, mnogi nosijo športna oblačila ali tudi obutev športno z napisom Nike. In pa ena taka kljubica je zraven. In slogan te blagovne znamke je v angleščini Just do it. Ti kar daj, ti kar. In se vprašamo, ali je zatem res samo spodbujanje k športu, ali je tudi spodbujanje k takemu permisivnemu, dopustljivemu življenjskemu slogu, da se v ničemer človek ne vprašuje, da je vse dobro, da je vse prav. Seveda, na tak način se ta blagovna znamka tako ne predstavlja. Je v ozadju. Je v ozadju zelo prefinjeno delovanje lahko Satanovo in znak te blagovne znamke je kljukica, odkljukano, dobro. Ne glej kako in kaj, samo naredi. Morda nekoliko tole za izziv, za vpraševanje. Potem druga skušnjava, Satan pravi, križ nikoli ne bo pridobil človeštva, saj ni privlačen, ni vznemirljiv. Človeštvo namreč obožuje tisto, kar je čudežno, obožuje, kar osupne, rado ima presenečenja, kar je vznemirljivo, kar je neverjetno. In Satan namiguje Jezusu, naredi nekaj nenavadnega, čudovitega, odleti na luno ali pa se postavi na vrh visokega templja v Jeruzalemu in skoči dol, pri tem ostani nepoškodovan in pa naredi to pred množico, boš videl, vse boš imel za sabo. Samo križa pa ne potrebuješ. In potem tretja skušnjava, za katero pravi ameriški škof, za katerega je danes že postopek za beatifikacijo, Fulton Sheen, pravi, ko razmišlja o vprašanju zla in o teh skušnjavah. Tretja skušnjava Satanova je, teologija je politika. In ta škof omenjeni pravi, to bo skušnjava cerkve v naslednjih 100 letih. In to je govoril v 60 letih prejšnjega stoletja. Torej, Satanova skušnjava, teologija je enako politika. Zakaj vznemirjati ljudi s teologijo, z razpredanjem o Bogu, o presežnem, transcendenca, o skrivnosti odrešenja? Edino, kar šteje, je politika. Torej, delovanje, ki hoče urejati konkretno življenje in ustroj družbe. In Satan je tedaj, vemo iz tistih skušnjav, kot na dlani pokazal globus, poglej, pravi, vsa ta kraljestva so moja, tebi jih dam, samo če padeš pred in me počastiš. Ali je torej Satan, katerega je bistvo, da je laž, da je neresnica, enkrat v svojem obstoju govoril resnico, da so vsa kraljestva njegova, zelo veliko vprašanje. Tretja skušnjava torej je v tem, da se Jezus ali tudi kristjani nasplošno ne bi ukvarjali s tem, kar je Božjega, ampak zgolj s socialnimi, političnimi vprašanji, seveda, kar je tudi potrebno, vendar pa v nekem razmerju, torej, da bi se ukvarjali samo s tem, kar je zgolj na ravni človeškega in kar je od sveta. In prihajamo sedaj do nekako sklepa povezovanja tega, zakaj je Satan tako nasproten križu. Preprosto, ker je križ popolno nasprotje tega, kar je on sam. Križ je popolno izničenje, je ponižanje privito do skrajnosti. Več kot to ni mogoče. Satanov življenjski prostor pa je napuh, je ošabnost, je popolno nasprotje temu, kar predstavlja križ. Je torej ošabnost privita do skrajnosti, več kot to ni mogoče. Že na prvih straneh Svetega
Svetega pisma se to izkaže, ko Satan skuša prva človeka in reče, bosta kakor Bog. Se pravi, postaviti se na raven Boga. Satan ve, da če bo Jezus sprejel križ, bo Bog Oče to njegovo žrtev sprejel in zaradi nje rešil izpod Satanove oblasti ljudi vseh časov, vseh narodov, jezikov, torej celotno človeštvo. Prav vse ljudi, ker je njegova žrtev tako popolna, saj več kot to ni mogoče. Zato Satan predlaga Jezusu neko vmesno pot. Predlaga, da bi Jezus sprejel njegov način igre, da bi sprejel način igre na Boga. Torej, se vrnemo nazaj k tistemu dogodku v Cezareji Filipovi. Zakaj Jezus imenuje Petra Satan? Preprosto zato, ker je igral to Satanovo igro. Hotel ga je speljati mimo križa. Torej, ta in takšen zli duh in njegove skušnjave vejejo tudi med nami. Samo poglejmo, kako smo opustili in zanemarili zagrejevanje, post ali kot tudi rečemo, mrtvičenje čutov, kako smo pozabili na odpovedovanje sebi, na disciplino, red v družinah, v šolah, kako se med nami povečuje razdvojenost. Koliko je knjig, literature, da svetovnega spleta niti ne omenjamo, ki je pravi pragost, ki govori in predstavlja zlo, resnično ali namišljeno. Pa filmi, saj je skoraj da eno samo nasilje v vseh mogočih oblikah in odtenkih. Vse to spada med tisto, kar razdira, kar je diabolično. In kristjani imamo za upiranje proti temu zlu, imamo trojno mogočno orožje. Se bojujemo proti zlu. S presvetim Jezusovim imenom, ko kličemo njegovo ime, potem s presveto Kristusovo krvjo, kajti v Kristusovi krvi smo očiščeni, odrešeni in ko v trenutnih trpljenja kličemo nase to Kristusovo kri, naj nas očiščuje, naj nas odrešuje, nam je to pomoč. In potem še tretja pot je češčenje Božje Matere Marije. Ne dajmo se torej zmesti po tem, kar nam širokih ust pripoveduje današnji svet, po medijih, po propagiranju lahkotnega in udobnega življenjskega sloga. Kajti vse, kar je nasprotje križa, kar vabi, kot Jezus pravi, na široko in udobnejšo pot, je Satanova zanka. In če se vanjo zapletemo in če bi zares nesrečno prestali v njegovem kraljestvu, kot stalni prebivalci, potem bi to zares pomenilo tragedijo našega obstoja. In za sklep, največja Satanova prevara, o tem smo tudi že slišali verjetno kdaj govoriti, je ta, da da misliti in da prepričuje ljudi, da sploh ne obstaja. Nek visoki cerkveni dostojanstvenik je v februarju letošnjega leta dal tole trditev. Nenavadno. Vsak greh more biti odpuščen. Ni namreč mogoče misliti, pravi ta mož, da bi človek mogel pasti v neko črno luknjo, pekel misli, odkoder ga Bog ne bi mogel potegniti ven. Nasprotno temu sveta Faustina Kowalska v svojem dnevniku zapiše, potem, ko je doživela mistično izkušnjo obiska pekla, zapiše takole: med dušami, ki so tam, je največ takšnih, ki v obstoj pekla sploh niso verjele. Torej, poglavitna naloga našega življenja in prizadevanja je v tem, da se izmotavamo iz zanke, ki nam jo Satan nastavlja. Jezusova beseda je zelo povedna in jasna. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo ubiti v
peklenski dolini. Torej je strašna možnost črne luknje pekla še kako resnična. Preprosto zato, ker je Jezusova beseda. Če to razumemo, potem smo na pravi poti, da se Satanu ne damo zaslepiti in edina pot, ki pelje iz zanke njegove, je tam, ki jo je sprejel tudi Jezus, je težja, zato pa je zmagovita in je osvobajajoča odrešilna. Zato vzljubimo križ. Belgijski kralj Baldwin je nekoč, in s tem zaključim, dal takšen nasvet mlademu industrialcu iz kroga svoje družine. Bil je belgijski kralj do leta 1993. Bodi kot zavestna Jezusova navzočnost sredi toliko stisk. Čeprav čutiš malo tega v sebi, te hoče Gospod svetega. Potrebuje tvojo slabotnost, da približa ljudi in jim pokaže mogočnost svoje ljubezni. Naj te ne vznemirjajo križi, ki jih mora Kristusov učenec nositi vsak dan. Vedno bodo